E-kombo pri Oplu že dobro poznamo. 5. generacija je že tole. Predhodniki so bili v osnovi razviti kot gospodarska vozila, ki so jih šele potem priredili za prevoz potnikov. Combo Life je torej najbolj udoben in varen Oplov mali kombi za prevoz potnikov do danes. Kje je skrivnost? V bistvu je ni. Osnova se deli s Citroenom Berlingo. Narobe sem rekel, v bistvu se deli vse razen imena in oblike, zato so zaključki praktično isti. Že takoj lahko rečem, da za približno 24.800 evrov, kolikor s popustom stane testni, težko dobite bolj uporaben družinski avto. Cene so med trojčki zelo podobne in bolj odvisne od izbire financiranja, kjer lahko dobite dodatne popuste, zato se lahko mirne vesti odločite za tistega, ki vam je na videz najbolj všeč. Kombo se zdi najbolj zadržano oblikovan, zelo dolgočasen. Armaturka je med tremi najbolj klasična. Na 4,40 metra dolžine je prostora naravnost ogromno, prtljažnik požre skoraj 600 litrov, na stropno polico in v zadnji predal pa lahko naložite ogromno dodatne krame, za oba je treba seveda doplačati. Nad glavo je velika panoramska streha, če zadaj sedijo otroci, lahko celo trije, kjer so sedeži ločeni, in če vi niste preveč zahtevni pri materialih, bo tule znotraj zelo prijetno. Odraslim potnikom sicer zadaj ne bo všeč, da se ne sedi dovolj udobno in da je blaženje preveč, kako bi rekel, trdo kombijevsko. Zahtevnim voznikom pa, da se tale električni servo med vožnjo včasih izklaplja, kar bodo najbolj občutljivi čutili kot čisto rahlo zatikanje, ko bodo vrteli volan. Enako je bilo pri Berlingu. Močnejši dizelski motor si tudi tukaj zasluži dobre ocene. 1,5 litrski dizelski 4-valjnik ima 96 kW, na testo pa poprečno pije okrog 7 litrov. Moj nasvet, vsi trije so mehansko isti, zato odločitev tokrat prepustite ženi in naj med njimi izbere tistega, ki je na videz najbolj všeč.